Dober dan, dobrodošli v Mohorjevi knjigarni. Življenje je kot travnik, na katerem umetnost predstavljajo ustvarjalni cvetovi. Tako zapiše Alma Karlin v kratkem romanu Hiša ljudi, ki ga v knjigi zgodb z Japonske z naslovom Za nebeškim čuvajem, prvič prevedenega v slovenščino in nasploh prvič objavljenega, predstavljamo danes slovenskemu bralstvu. In če to Almino misel vzamemo zares, potem gotovo velja, da številni najlepši cvetovi na travniku življenja slovenske književnosti pripadajo tudi Almi, ne glede na to, da ni pisala v slovenščini. Ta najznamenitejša popotnica iz Celja, za katero se zdi, da je živela veliko pred svojim časom, svojo navdihujočo zgodbo, pogumom, magičnostjo danes nagovarja številne. Vedno večji navdih je mnogim bralcem, raziskovalcem, ponos mesta Celje in celjske Mohorjeve družbe, saj pri založbi njenim rokopisom posvečamo prav posebno skrb. Zato smo ob predstavitvi knjige Za nebeškim čuvajem zelo počaščeni, da lahko med nami pozdravimo Ayako Bešo z veleposlaništva Japonske v Sloveniji. Dear Miss Ayako, a warm welcome to the bookstore of the First Slovenian Publishing House. We are honored to welcome you in our midst today at the presentation of the book of Japanese stories by our world traveler Alma Karlin. These stories and Alma's travel notes still inspire many readers and travelers today, 100 years after Alma's famous journey, and people who follow her footsteps precisely because of her writing. And we can be grateful to Alma Karlin for connecting Slovenia and Japan after all this time, and for the fact that our paths crossed thanks to her writing. We look forward to successful cooperation between Japan and Slovenia also in this area. So I wish you a pleasant stay with us. Torej ja, Almine zgodbe in zapiski še danes navdihujejo bralce in popotnike, ki odhajajo v svet po Alminih stopinjah, in ob tej priložnosti so nas prav Almine zgodbe povezale z gostjo in stkale nove vezi med Slovenijo in Japonsko, in veselimo se seveda uspešnega sodelovanja med državama tudi ob Almini zgodbi. Med nami pa prisrčno pozdravljam tudi predstavnici Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, magistrico Jano Grilc, namestnico generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo, ter gospo Katarino Škarjanec. Prisrčno dobrodošli. V Celju smo res veseli vedno znova prijaznega in odprtega sodelovanja z javnimi inštitucijami in organizacijami nasploh. V Celju lepo sodelujemo, tudi ob projektih Alme Karlin, morda posebej z osrednjo knjižnico Celje, in pa tudi ob tej knjigi ponovno s Pokrajinskim muzejem Celje, ki hrani izjemno stalno zbirko Almi Karlin, o čemer pa nam bo več povedal tudi današnji sogovornik, zgodovinar in kustos Pokrajinskega muzeja, gospod Davor Mlinarič. Prisrčno dobrodošli. Pridružiti bi se nam moral tudi japonolog dr. Klemen Senica, pa je iz zdravstvenih razlogov zadržan, pošilja vsem opravičilo in pa lepe pozdrave. Pa ob kaki drugi priliki še zagotovo. Na koncu pa seveda z največjim veseljem med nami pozdravim Jernejo Jezernik, ki je izbrala zgodbe za knjigo Za nebeškim čuvajem, jih prevedla, napisala spremno besedo, profesorica slovenščine in nemščine, prevajalka, urednica, pisateljica, nedvomno najplodnejša prevajalka Alminih del iz nemščine v slovenščino, ki je tudi velik del svojega raziskovalnega dela in življenja nasploh posvetila prav Almi Karlin, za kar je leta 2023 prejela nagrado Mira. Februarja letos pa prav za svoje izstopajoče prizadevno delo na področju kulture in kljub njeni mladosti najvišje kulturno priznanje Mestne občine Celje, Celjske zvezde za življenjsko delo. Še enkrat
Želim pa to priložnost izkoristiti še za nekaj. V knjigo Za nebeškim čuvajem je vključena tudi novela Mlada pomlad, ki jo je prevedla gospa Majda Novak, ki je danes ni tukaj, ali? Sporočila je, da verjetno ne bo mogla priti, ampak ker se osebno še nisva srečali, tudi tako se pri knjigah zgodi. Ta novela je bila izvirno objavljena v knjigi Pod košatim očesom, ki je šla leta 2002. In gospa Majda, čutim dolžnostno, da vsaj z nekaj besedami se oddolžim njenim prizadevanjem, namreč leta 2019 ob stoletnici Alminega potovanja, odhoda v svet, mi je napisala elektronsko sporočilo in njej razložila nekako svojo povezanost z Almo Karlin, pa če na kratko povzamem njeno pisanje. Gospa Majda Novak pravi, da ime Alme Karlin prvič slišala leta 1993 od svoje japonske učiteljice. Gospa je Gorenjka, mislim, da z Gorenjskega nekje je doma. In ta njena učiteljica je bila poročena Slovencem iz Celja in gospa Majda, Mirjam Himaš, ti poznaš gospa Majdo? Zgodbo verjetno poznaš. Verjetno. Je začela raziskovati, ko je slišala za Almo in da v Celju obstaja torej Alma Karlin in njene zbirke in ugotovila, da je bila dotlej prevedena samo ena Almina knjiga in sicer Samotno potovanje, ki je leta 1969 prišlo pri Mladinski knjigi v prevodu Mete Sever. Takrat ni dosegla neke posebne publicitete in pozornosti med bralci in kot germanistka je gospa Majda Novak takoj rekla in ugotovila in začutila, da je Almo potrebno rešiti pozabe. In tako piše: Prebrala sem vse njene knjige in prišla do zaključka, da je drugi del njenega potovanja, Urok Južnega morja, najbolj vreden prevajanja. Vse druge se več ali manj ukvarjajo z mistiko in ezoteriko, je napisala. Močno dvomim, da je prebrala vse, ker vem, da je tega veliko, ampak takšna je bila njena odločitev in vesela sem tega. 11 slovenskim založbam je takrat poslala predlog za prevajanje, vseh 11 ga je zavrnilo, češ da je to tako staro, da ni več zanimivo. In pri založbi Mihelak so ji predlagali, naj se obrne na Celjsko Mohorjevo, ki ima prodajo svojo redno zbirko tako rekoč zagotovljeno. In tako piše gospa Majda, citiram: 12. aprila 1994 sem potem res poslala svojo ponudbo gospodu Jeromnu in Mohorjeva družba je ponudbo sprejela. Urok Južnega morja je šel v vaši letni zbirki 1996. 2002 je prav tako pri vaši založbi sledil prevod Pod košatim očesom. Jezi me, da se zdaj vsi drugi kitijo z zaslugami, ki pravzaprav gredo vaši založbi. Alma Karlin je očitno nekaj posebnega v evropskem merilu, saj je letos celo nemški Špigel posvetil članek. Tako piše gospa Majda, pri nas se seveda nobenih objav ne jezimo zaradi njih, smo jih veseli, ravno se pogovarjamo o tem, kako dragoceno je, da vsak prispeva tisto o Almi, kar lahko, zato da se ji s primerno pozornostjo začnemo oddolževati za vse to, kar je počela, kar je bila, za tega njenega neulovljivega duha in zdi se mi, da je nikakor ne uspemo postaviti v nek okvir, z vsakim delom jo spoznamo nekoliko drugačno in kar je pomembno, se mi zdi to, da pozornosti, ki je med slovenskim bralstvom, uredništvom, nikoli v času svojega življenja ni dosegla, da ji nekako zadoščujemo danes z vsem, kar počnemo. In zelo vesela sem tudi podpore Mestne občine Celje za njihovo razumevanje, ki je izid knjige tudi finančno podprla in odobrila tudi naš 3-letni projekt, v katerem bodo v naslednjih letih še izšle Almine nove knjige. Za nebeškim čuvajem pa je torej pripovedni ciklus, ki pisateljico iz Celja povezuje z deželo vzhajajočega sonca. 4 od novel, japonskih novel, so pri Celjski Mohorjevi že izšle leta 2006, bile takoj naslednje leto ponatisnjene. V tej izdaji pa smo jim torej dodali še Malo pomlad in prvič kratki roman V hiši ljudi. Dobra Almina poznavalka pa je postala tudi naša urednica Saška Ocvirk, ki ureja vse te knjige, odlično z Jernejo sodelujeta in potujeta in ji tudi danes prepuščam besedo. Prijeten dopoldan vam želim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Alma Maksimiljana Karlin se je leta 1989 rodila v Celju. Bila je izjemno vedoželjen otrok in predvsem nemirnega duha. Postala je poliglotka, ki je govorila 9 jezikov, oziroma včasih se piše celo 10 ali še kaj zraven.
Takoj, ko je bilo mogoče, je hotela videti in raziskati svet. Postala je svetovna popotnica, za katero je ostala ogromna pisateljska in potopisna dediščina. V njenem domačem mestu, v Celju, na Krekovem trgu, stoji njen kip v naravni velikosti. Vsak, ki gre mimo, lahko vidi, da je bila drobna gospa. Alma s kovčkom, ki se vrača domov. Jaz pa bi vas rada povabila, da se z Almo in z njenim kovčkom obrnemo v drugo smer. Smo v letu 1919, tik po prvi svetovni vojni, ki je razsula Evropo in svet zavedno spremenila. Nikoli več ni bil tak, kot je bil predtem. Na koledarju piše 24. november in tam stoji ta drobna ženska, sama, stara 30 let, s pisalnim strojem v kovčku, svojo Eriko, z vsemi življenjskimi prihranki, ki jih do pristanišča v Trstu že požre inflacija. Jerneja, kaj se je Almi takrat pletlo po glavi? Mi smo se vsi pogovarjali, da v današnjih razmerah si skoraj nihče od nas ne bi tega upal. Kaj se je pletlo, kakšna misel in kam jo je ta misel potem pripeljala? Ja, prav lep pozdrav vsem. Danes, ki ste se zbrali tukaj v spomin na Almo in njeno najljubšo deželo, Japonsko. Nekako bi rekla, oziroma bi začela to z enim citatom, ki sem ga prepisala iz njenega prvega dela potopisa, in sicer, kakšen čas je to bil. Bil je neverjetno viharen čas in ljudje brez vnetja domišljijskih živcev bi verjetno ostali doma. Ampak Alma je očitno premogla to vnetje domišljijskih živcev, čeprav je bil čas zelo zahteven. V času po prvi svetovni vojni so ljudje razmišljali o tem, kako bodo preživeli. Alma se je pa domislila, no, bom pa šla okrog sveta. In sicer je šla okrog sveta na en tak poseben način. Torej, najprej je morala pridno prebirati, danes bi temu rekli, borzni indeks, da si lahko nekako v lire pretvorila dovolj denarja, ker je bila huda gospodarska inflacija. Potem se je pri carskem slikarju Zebacherju naučila slikanja in s temi slikami je potem v bistvu obogatila svojo pot okrog sveta. Nekako je v kovček dala tudi svojo najljubšo prijateljico, to je bil pisalni stroj znamka Erika in pa seveda slovar 10 jezikov, ki ga je napisala na roko. In med temi 10 jeziki žal ni bilo tudi japonščine. Seveda je bil takrat čas nekako popolnoma drugačen, kar zadeva geopolitično zadevo. Alma je šla iz Celja, s celjske železniške postaje 24. novembra 1919, 5 minut čez pol 7 zvečer z vlakom in potem na Uzidanem mostu prestopila na mednarodni vlak. In v bistvu takrat pravzaprav, po mojem, še ni natančno vedela, kaj bi nekako želela početi okrog sveta. Morda je bila tudi malo naivna in je mislila, da bo lahko na vseh koncih sveta preživela s tistim, kar zna, torej s svojim znanjem, s bogatim znanjem jezikov. In vse to je pravzaprav vplivalo potem na njeno celotno pot, ki je trajala približno dobrih 8 let in pol. In na tej poti okrog sveta je, zdaj bom pa najprej povedala, v letu 11 in v letu 12 do Betajšo. Prišla iz Honoluluja, vožnja s parnikom je takrat trajala kar 10 dni v svojo najljubšo deželo Japonsko. Če ostaneva še malo v Celju, mesto Celje je na svojo rojakinjo, na svojo hčer zelo ponosno. Z leti vedno bolj se mi zdi, Davor Mlinarič, kako se danes to vidi, kako lahko Almo danes v Celju doživimo, otipamo, začutimo, če pridemo v Celje. Prvo sem še jaz dolžan pozdrav, mi je dejansko čas, da sem lahko tu z vami. Glede na to, zadnje 2 leta se ukvarjam v muzeju z Almo, sem tudi skrbnik te zbirke.
In na to vprašanje, mogoče, zdaj bom rekel, da me malo emši od tebe, sem še malo mlad, recimo, a ne, da bi lahko vam povedal, kak je bilo to 20 let nazaj, ampak zdaj še ne verjete. Jaz vam lahko rečem, če ne druga, da se nam v muzeju pozna večje povpraševanje tudi po številu ogledov razstave. Ne samo, prej bi mogoče rekel, da se je poznali na več odraslih, zdaj pa če dali več šol. Je tudi aktualno za 7. razrede, 8. ne, in na ta vidik. V mesto pa se mi zdi, da kamorkoli gremo, če ne druga, ko tujci pridejo, kako se orientirate, a veste, kje je železnica? Ja, tam je en kipene ženske, ko ima kovček v roki, ja, no to. Pa ponavadi že vejo, kdo to je, pa zakaj se gre. Tako da se mi zdi, da če je bila storjena kakšna krivica prej, težke so tem sodim, ampak se mi zdi, da mesto se zelo trudi in tudi mislim, da ljudje, da se je odnos do Alme v zadnjih desetletjih kar krepko spremenil. Oziroma zdaj slaričem za zadnje leta, pa bo manjše nekaj dopolnila. Ja, bi morda tudi jaz pogledala v prihodnost, pa bi se najprej zahvalila še seveda Celjskemu Horevi, ki ima že res desetletja odprta vrata za vso bogato Almino literarno zapuščino, ki doslej še ni bila objavljena. Poleg tega pa mislim, da danes lahko tudi že oznanimo, da bo po samem mestnem jedru Celje recimo kmalu vodila Almina pot, označena in z vsem ustreznim promocijskim materialom. Pa ne samo to, ampak da smo pridobili projekt, ki nas bo posamič ali pa v skupinah popeljal po najljubših Alminih poteh, po zeleni okolici Celja, v Laško in v Štore. Seveda ste pa vsi pravzaprav vabljeni tudi v zadnje bivališče Alme in njene nemške prijateljice, nemške slikarke Tej Schreiber-Gamelin, v eno tako idilično hišico oziroma skromno hišico v idiličnem zelenem okolju na Pečovnik, in tam vas bom kot varuhinja hiške zelo vesela in bomo lahko kakšno danes načeto zgodbo pravzaprav še nadaljevali. Ampak še prej bomo kaj povedali o knjigi, v kateri se danes družimo. Jerneja, ti si velika poznavalka Almine literature. Knjiga Za nebeškim čuvajem je kompilacija posebne vrste. Zakaj je zate tako zelo posebna? Pravzaprav bom povedala to, da je ta knjiga nastala nekako z idejo, da bi v eni knjigi združili vse, kar je Alma literarnega napisala v svoji najljubši deželi, Japonski. V enem stavku, mislim, da ali v samotnem potovanju ali pa v eni od popotnih skic, ko se je preselila v japonsko hišo v Hongu, je napisala, kakšna težka usoda je za pisatelja, če se mora na svoji poti okrog sveta preživljati za to, da zasluži denar in da potem pravzaprav zmanjka časa za ustvarjanje literarnih stvari, in to občutila pravzaprav na Japonskem kot en velik manko, ker pravi, da če stvari ne zabeležiš takoj, nekako izgubijo tisti svoj poseben čar. In mislim, da se malo to tudi pozna pri tem romanu, doslej neobjavljenem V hiši ljudi, Im Haus der Menschen. In morda še tukaj ena zahvala, če ne bi bilo profesor Mire Miladinović, ki me je pravzaprav navdušila za literaturo, potem tudi vseh teh prevodov ne bi bilo. Najlepša hvala. Ne nazadnje bi pa lahko rekli, da ta literarna zapuščina niti ni tako majhna, a ne? In v njej smo zbrali novele, in sicer Za nebeškim čuvajem, potem druga je Ojoni san, tretja je Mala pomlad, potem sta dve črtici, Tukinoje in Materina pesem, ter res tale neobjavljeni roman V hiši ljudi, ki je pa poseben zaradi tega, ker je deloma tudi avtobiografski, ampak več o teh knjigah in novelah, romanov bomo pa malo pozneje. Pa če mu da ostane še kar pri besedi,
Koliko se v tem Alminem literarnem izrazu izraža ona osebno, njena življenjska zgodba, koliko pa na to vpliva to raziskovanje svet okrog nje. To na nek način je kompilacija obojega, ne? Je Davor tudi prebral ene zgodbe, pa pošljane. To je meni vedno tako en tak velik izziv, da vsi, ki se ukvarjamo z Almo Karlin, na stvar oziroma na delo, na življenje, gledamo malo drugače in to je tisti kamenček, ki prispeva k še bogatejšemu mozaiku. Takole bi rekla, zagotovo je Almina literatura povezana z japonsko, odraz tega, kar je Alma osebno doživela na Japonskem. Tukaj so družbeno aktualne problematike, ki so bile takrat v sami japonski družbi zelo navzoče, a ne, ko bi morda kdo mislil, da si Alma nekje te zgodbe izmišlja iz svoje domišljije. Kot drugo bi rekla, da se Alma zelo velikokrat posveča ženskim likom, ki imajo tudi svojo osnovo v tem, kar je pravzaprav ona sama doživela. Recimo prav v noveli Za nebeškim čuvajem smo potem tudi dvakrat že po poteh Alme Maksimilijane Karlin s potovanjem po Japonski lahko dešifrirali, kje se te zgodbe dogajajo, in prav ta novela Za nebeškim čuvajem se dogaja v templju Sensoji, kjer je pa nekoč bila blizu tudi ta rdeča četrt Jošivara. In recimo glavna oseba te novele je en tak kot neke vrste nadjunak, razsvetljena identiteta, en menih. Okrog njega so pa zbrane ženske tistega časa. In sicer ena gejša, ker ta tempelj je bil zelo blizu tej rdeči četrti, ki je pač rodila nezakonskega otroka in ga je oddala temu menihu. Potem na drugi strani prevzetna mati, ker ima pač 5 sinov, ki so bili takrat pač ponos vsake družine, ne, še danes ti krapi ob dnevu otrok visijo vse povsod naokrog. In pa ena mlada vnova, ki je ostala brez potomcev. Ampak Alma potem to tako lepo izpelje, da se na koncu vse poravna, torej nekje tale zakon vzroka in posledice ima vpliv na ta konec. Zelo me pa pretresla v bistvu novela Ojoni-san, ki obravnava v glavnem moškem junaku popolnoma eno drugo tematiko, lahko pozneje nagovorimo, ampak Alma je sama obiskala to res starodavno mesto Niko, ki je bilo nam zelo všeč. In smo se nekako potepali tudi po teh Alminih sledeh in nekako sem tudi udeleženkam in udeležencem tega potovanja povedala, kaj Alma v krajih oziroma hribih nad tem svetiščem doživela. Namreč s tem svojim angleškim prijateljem, pesnikom Spajtom, s katerim sta v Niku prebirala pesmi vseh jezikov, vseh avtorjev, sta šla na en sprehod, sta prišla mimo ene vasice in tam sta opazila, da pred neko kočo je vedro in zajemalka in da na nekem drogu visi en tak, ne vem, že napol uničen kos blaga. In Alma je potem povprašala te ljudi, zakaj je temu tako. In najprej je sama to literarno pisala, da je pač to zaradi tega, ker je pri hiši umrla porodnica. In vsak, ki je prišel mimo, torej tudi Alma, je zalil zajemalko z vodo, a ne, to zaklinjanje z vodo, zato da bi ta kos blaga čim prej izginil, ne samo veter, sonce in tako naprej, ampak tudi voda, ker potem se mati ne bi vračala nazaj in ne bi poskušala tega otroka, ki je ostal pri družini, nekako izvabiti na drugi svet. In to je recimo en tak osrednji, zelo intimen dogodek oziroma intimen spomin, ki ga Alma vključila v to zgodbo. Medtem ko je pa recimo ta pojav, zaklinjanje z vode ob smrti porodnice, potem zapisala tudi v etnološkem zapisu
Glaube und Aberglaube im fernen Osten, ne vem, vraževerje in vera na Daljnem vzhodu. In to je zanimivo, da je to konkretno, čeprav sama ni bila izobražena etnologinja, to zelo dobro poimenovala Nagare Kanđo. Upam samo, da sem to pravilno izgovorila. Gospod Midnarič, vi ste v prvi vrsti zgodovinar, kar pomeni, da prisegate na vire, se pravi na to, kar lahko potrdimo iz nekega zgodovinskega obdobja. Kot kustos razstave ste skrbnik otipljivih predmetov, ki so ostali za Almo. Kako je vse to povezati skozi Almine besede? Kako ste vi doživljali vso Almino zapuščino, tisto otipljivo in tisto, ki jo Alma pusti v besedah? Zdaj, jaz moram biti tule iskren in reči, da se še moja pot z Almo je bolj kot ne na začetku. Res. In do tega trenutka, kar recimo bi rekel, veliko pomoč recimo tukaj Jerneja, predmete, recimo, ki jih je prinesla, če mogoče lahko damo tak kontekst, mi imamo v muzeju še tudi eno večjo azijsko zbirko. In recimo, če te dve zbirke primerjate, če se mogoče osredotočim samo na japonske predmete, predvsem je zanimivo tista druga zbirka, je to, kar bi bil nekega zbiratelja pričakovali, se pravi, kaj so imeli, ne vem, konec 19. stoletja ali v začetku 20. stoletja v premožni meščani, na gradovih, od oklepov, lakiranih predmetov te. Pri Almi se vidi, da ne vem, mogoče pahlače so vsakodnevni predmeti, ne vem, vstopnica za tramvaj, ne. To so mogoče trivialne zadeve ali pa, ne vem, miniaturna pohištvo, pa to, ki mogoče nam ne pomeni, kaj je velika, ne, to niso stvari, ki se jim bili načrtno zbirali. Ona jih je pa, in to se mi zdi, da tak nek ful dober pričevalc časa, predvsem pa, kar je pri Almi fajn, ne, naš muzej je bil vključen v raziskovalne projekte oddelka za azijske študije Filozofske fakultete. In ta velik projekt, ko smo ga imeli prej, se je reklo osiroteli predmeti, se pravi predmeti vzeti izven konteksta vsega neke zgodovine. Pri Almi pa to ni, ne. Če mi preberemo neki, mogoče samo, ne vem, samotno potovanje, pa kombinirate potem še s popotnim skicam, pa te zadeve in lahko mogoče, mislim, mogoče definitivno se to non prehitevo, to je ne več povedala, ampak lahko zveš, ne vem, to je pa od tam odbila, to je tu prenesla, to je ta oseba dala. In predmet sam kot tak, ni nič, zgodba za njem, je pa tista, ki da nek, meni osebno nek tisti wow faktor dodatno, ne, ker veste, ne samo provenienco, ampak lahko mu poveste nekaj več dodate, no. Ne vem, upam, da nisem zdaj res malo tek zakompliciral zadeve, ampak jaz bi rekel, to je z mojega vidika kot kustosa, ne, kako to vpliva. Prej smo se pogovarjali, Alma je šla v svet s tem kovčkom, kako pa je v bistvu ta zbirka doma nastajala, kako je ona to spravljala v Celje? Skratka, kar veliko je ostalo materialnega za njo, glede na to, da je bila sama ženska z enim malim kovčkom brez pravih praktičnih sredstev. Tudi poštnina je verjetno nekaj stala. Nekaj bom jaz povedal, postalo pa po mojem je ne dopomnila. Meni je recimo v spominu ostalo, ja, to zadeva, ne, ko je pričakovala, koliko je bo Celj na železniški postaji vsi počakali, ne, pa da bo to nek slavnostni dogodek, ona pa pride s kufrom, pa ima zraven še, mislim, da sta bila kopija iz Papue Nove Gvineje, ne, recimo to s sabo. Ostalo pa vem, da je pošiljala nazaj, ne, po pošti že tudi, ki zapakira Liti Gvaja pa Eriko, pa je pošle v Celje. Ne vem, z našega današnjega vidika, mislim, zelo tesno je predstavljate, ne, sama seveda ni kontejnerja za sabo vozila, ne, sproti to pač pošiljala, ne vem, najlažje mi je tako plastično razložiti, ne, je pošiljala, na kak način je po to prišlo, hran in naš muzej in potem tudi Osrednja knjižnica Celje dokumente, ker Teja, se pravi leta 50, se že z muzejem dogovarja, da bo te predmeti šli v muzej, kaj so Alma želela, ampak Teja je postavila pogoj, da bi dobila državljanstvo. In da je, se pravi, jugoslovansko državljanstvo, da bi bila pokopana poleg Alme na Svetini, pa da bi lahko pač v miru živela na hišici v Svetini. Počevniku je na Svetini, jo si prehitevam, se pravi, če hvala. Svetini je kasneje. Ja, se pravi, kaj se zgodi, ne? Takrat na kustosinja Milena Moškon so potem to skupaj popisali, je Teja povedala, kaj bi neki stvar, odkud stvar bila, kaj je pomenil, in so potem to, a si znate predstavljati tisti, ki ste bili na Počevniku, ne, od tam gor s košarjem dol nosili, pa to potem še čem druga s kolesu,
vozim dol v Celje v ukrajinski muzej. Popisana zbirka je bila tam potem 57-58, inventarizirana pa leta 1964. Tako da, kolikor res vem, 800 predmetov pa čez 500 razglednic imamo. Pa največ jih je iz azijskega prostora. Ja, definitivno, je. Okay. Še boš ti kaj dopomnila, ne? Potem gremo pa z Jernejo nazaj na Japonsko. Jerneja, glede na to, da je Alma res veliko dala na to, da se je v bistvu z lahkoto in z veseljem učila tujih jezikov, tudi nekako je doživljala svet, hotela ga je doživeti neposredno, skratka ni marala prevajalcev. Kako velika frustracija je bilo zanjo, da je prišla v neko zelo drugačno, zelo novo deželo, kjer ni znala jezika? Ja, že prej smo rekli, Alma je s seboj vzela v kovčku svoj slovar 10 jezikov, ki ga je potem sproti izpolnjevala. In japonščine žal ni bilo med temi jeziki. In seveda nekako mislim, da je bila zaradi tega res zafrustrirana, zelo močno zafrustrirana, ker ni pravzaprav razen nekaj osnovnih besed in ljudnostnih fraz znala kaj veliko. Naprimer, že tega ni znala vprašati, kam pelje kakšen vlak, tako da pravi, da se je potem pač usedla na en tramvaj in na koncu je s pomočjo prijaznih Japoncev vendarle vedno našla pot, samo da si je morala za to vzeti malo več časa in malo več potrpežljivosti. Ampak Alma Maximiliana Karlin je iz Japonske celjskemu časopisu v nemščini Celje Zeitung poslala, kar je zelo zanimivo, ogromno, vsaj v kontekstu s celotnim številom teh popotnih skic, kar 22 popotnih skic iz Japonske. In ena je pa še res posebno zanimiva in se nanaša ravno na to temo in ima naslov Pogubni rezultat moje japonske jezikovne zmožnosti ali pa sposobnosti. Torej, že v naslovu nekaj ironije. To vse bo išlo v naslednjem projektu, torej v drugem delu naslednje leto, ampak da malo razkrijem to zgodbo, da boste lahko podoživeli Almino frustracijo, jo je neka ameriška prijateljica, Miss Leggett, nekega dne prosila, naj gre poiskati za njo eno tipično japonsko prenočišče, ker je želela doživeti to izkušnjo, torej bivanje v Rjokanu. In Alma je rekla, seveda, zdaj najdražjega hotela ne bom šla rezervirati, mi je pa tista Rusinja, pri kateri je živela, povedala, da je v bližini en tak hotel, eno tako tipično japonsko gostišče Rjokan. In potem je seveda šla s tem svojim skromnim besednim zakladom v to gostišče in so ji seveda rekli, ni problem, pridite. In potem sta s to prijateljico res prišli. Ta prijateljica je prišla iz Nika in je bila zelo prepotena, umazana, veliko je bilo prahu in seveda sta se najprej hoteli malo umiti in je Alma naročila oziroma vprašala, kje imajo kopalnico, pa so jo samo čudno gledali, potem so ji pa prinesli en tak klavor z vodo pa s brisačkami, dobro, to bi že šlo. Potem se je ta gospodična Leggett nekako umila in še preoblekla in si je tisto svojo prepoteno obleko obesila zunaj, pač kot v svoji sobi. In potem so jima pa prinesli še eno tako dragoceno večerjo in Alma opisuje zelo ironično, samoironično tudi in s črnim humorjem, kako ta gospodična Leggett je imela vse pravice, da je tista strežnica, ker ni znala jesti po japonsko, vse s temi paličicami dajala v usta, medtem ko je Almi prisodila, da bi pač se sama znala znajti. In potem, ko je bila ta bogata večerja gotova, se je Alma poslovila od te gospodična Leggett jo je pospremila po stopnicah in potem se je pa zgodilo, da so se vsi, torej lastnik in drugi sosedje zbrali okrog njih in so jima hoteli nekaj dopovedati, ampak nobena ni razumela.
in potem so še vedno se tam pogajali in nazadnje so se vendarle toliko razumeli, da to pravzaprav ni prenočišče, ampak je samo ena restauracija. In Alma je bila tako zafrustrirana zaradi tega dogodka, da se je Japonci so bili pa zelo prijazni, pa so jo potem pospremili do njenega doma, ker so mislili, da je tudi sama brez strehe nad glavo. In kako se je potem vendarle uspelo izmuzniti v svojo sobico, ampak v ta del mesta zaradi sramote, ki je občutila zaradi neznanja japonščine, ni šla nikoli več. Alma je nekako na Japonsko zašla, kot ste že prej nekako pokazali, ni imela nekih velikih načrtov. Njeno potovanje se bolj kot ne sestavljalo sproti. Na Japonsko je v bistvu zašla po spletu naključij, ker po koncu Prve svetovne vojne je bila Japonska ena redkih držav, ki ni zahtevala vize za državljane premaganih držav. Kaj je potem pretehtalo, da je na koncu ta država, ki je nekako na njeno pot prišla po naključju, postala njena najljubša dežela na svetu? Tukaj bi jaz morda povedala za dve stvari. Eno je uradno preveden potopis, objavljen v nemščini in slovenščini, Einsame Weltreise pri Wilhelm Köhler Verlag in seveda Samotno potovanje pri Celjski Mohorjevi. In še en tretji zvezek, ki ga pa hranijo v vnuku. To so pa stvari, ki jih je Alma s svinčnikom zapisala kot neke vrste dnevnik. In iz tega dnevnika izvemo marsikaj, kar v teh potopisnih dnevnikih ni, oziroma ravno pri Japonski vidimo, kako je recimo spremenila potem, ko je sama doživela Japonsko 1922 in 1923, da bi bila sprva njena želja, da bi odpotovala v Indijo, ampak ji niso dovolili vize, medtem ko po potopisnem potovanju pač piše, da si je za ta svoj prvi cilj izbrala Japonsko. Torej se je tudi malo samocenzurirala potem, oziroma je napisala malo drugače. Torej moramo že reči, da je Japonska pustila na nje en tak čisto poseben vtis. Morda samo povemo, na podlagi ugotovitev Celjskega pokrajinskega muzeja, lahko rečemo, da Alma sodi glede na način, kako je potovala, da se je 8 let na poti, sama raziskovalka, da se je preživljala s svojim delom, da je ob tem ves čas pisala novinarske skice, popotne skice, snovala literarna dela. Zaslužiti je morala tudi denar za naprej, ilustrirala je v glavnem rastline, izjemno dejavna, da po teh dejavnikih sodi med največje svetovne popotnike in popotnice. Po drugi strani pa lahko tudi rečemo, in to je potrdila v enem svojem članku tudi profesor Silvija Borovnik, da je Alma doslej najbolj uspešna pisateljica slovenskega, ker takrat Slovenije pa če ni bilo, čeprav je vsa svoja dela napisala v nemškem jeziku. Na Japonskem je bila pa ta njena izkušnja morda še zaradi tega toliko lepša, ker je bila za njo pravzaprav takrat ena travmatična izkušnja Peruja. Po drugi strani je imel tudi ta Peru eno lepo, recimo ljubezensko izkušnjo, ampak vendarle. In se je potem na Japonskem izjemno dobro počutila, ljudje, tako piše, so bili vljudni, pridni, delovni, in kot ženska se je lahko že takrat sama sprehajala tudi po noči naokrog in se ničesar ni bala. In tudi v tem fizičnem smislu piše, da so jo tudi, če se je vozila v polnem tramvaju, moški pač gledali z hladnimi ribjimi očmi in da so jo pustili pri miru, ker kot kaže potem tudi ta roman V hiši ljudi, Alma tega svojega ženskega telesa, po mojem, nikoli ni mogla do konca sprejeti. Zdaj pa kaj pa je počela na Japonskem, nekje v kontekstu, kot sem že odgovorila, ne? Najprej morala poravnati dolg za vozovnico še iz Honoluluja,
in zato je šla delati kot tipkarica v eno nemško strojno tovarno. To je bila za njo neka posebna travma, prvič je bilo vroče, japonsko poletje, vroče, vlažno, nemogoče preživeti, ker se splesni, še danes v bistvu je še hujše zaradi teh klimatskih sprememb. Potem je nekaj časa poučevala na jezikovnem tečaju na univerzi Meiji. Potem je pa dobila administrativno službo na nemškem veleposlaništvu in to je bilo pa za njo nekaj, prvič je bila dobro plačana in drugič je prišla v stik z ljudmi, ki so potem pozneje postali pomembni politiki, umetniki in v tem krogu se ona zelo dobro počutila. Zelo zanimiva pa je zgodba tudi Alme in takratnega nemškega veleposlanika, doktorja Wilhelma Solfa, ki je pravzaprav ikona dobrega razumevanja med Japonci in med Nemci. Z Almo sta bila velika prijatelja in je potem, ko je šla gostovati v 30 letih, pomagal, da je lahko gostovala v liceju v Berlinu, kjer so jo seveda sprejeli z odprtimi rokami. Je bil pa to en gospod, ki je bil res zaljubljen v Japonsko, pomagal je po tem katastrofalnem potresu leta 1923, da so obnovili ne samo veleposlaništvo, ampak tudi drugim Japoncem. Ampak to je recimo nekaj, kar vemo o moških. Zelo me je pa navdušila, ali pa morda lahko še rečemo, če uporabimo malo domišljije in zgodovinskih podatkov, Alma je bila novembra 1922 zaposlena na nemškem veleposlaništvu, novembra 1922 je pa v Tokio oziroma na japonsko turnejo prišel tudi Einstein in ni rečeno, ker sta bila z Zolfom dobra prijatelja, da se morda tudi z Almo nista kje srečala na teh hodnikih. Zelo zanimiva je bila pa tudi Zolfova žena, ki ima danes svoj spomenik v tem, oziroma svoj zapis, ker je bila aktivna članica odporniškega nemškega gibanja. V bistvu do zdaj nismo vedeli niti, kje je njen grob, potem sta pa dva, torej mož pa žena, en par, odkrila njen grob in zgodbo za tem, in sicer, da je prav ona bila tista, ki je potem po vojni in potem, ko je Zolf umrl, pomagala mnogim pobegniti iz Nemčije v Švico, da so se s tem rešili življenje. Skratka, ta Almina Japonska se meni zdi tudi v tem širšem družbenem kontekstu in v nadaljevanju, še potem, ko ni bila več na Japonskem, ena taka čisto posebna zgodba. Gospod Mlinarič, v bistvu, ko je Alma šla takrat na železniško postajo v Celju in se odpeljala, je bila pač malo čudna 30-letnica, ki ni nekam spadala, pač je štrlela iz vseh okvirjev. Sicer svetovljanka, takrat je prej že živela v Londonu, se učila tujih jezikov in tako naprej, ampak Celjani jo niso kaj posebej poznali oziroma ni bila nekaj posebnega. Potem pa se je preživljala tudi s tem, da je pošiljala, se pravi, nazaj te predmete in svoje zgodbe in objavljala tudi v Zilier Zeitung. Kako si je pa to ime vmes delala doma? Kako so jo doma doživljali? Kakšen je bil tisto, ko ste rekli, da ko se je vračala, je pričakovala vsaj, da ne rečemo ravno godbe na peronu, ampak vseeno je bila malo razočarana, da je nihče ni pričakal. Ja, definitivno. Spomnim se, recimo, me boš tudi manj popravila, ko je napisala takoj za zaključek samotnega potovanja, da je odprla razstavo v muzeju, vseh je takoj povabila, naj se pride in tudi so ne sam predmete hodili gledati, še njo hodili gledati in da je tudi verjetno, ne vem, ona sama kot taka bila atrakcija, ja, eksponata, predvsem. Ne vem, po mojem, kakorkoli, ko slišite, mogoče nekaj starejšega Celjana, da je kaj razlaga, mogoče bi si mislili, ne vem, da moram reči, da je bila neuravnotežena. Na tak način nerazumljena, da se na to predstavlja si. Mogoče, če grem še malo bolj nazaj, mislim, nam je to samoumevno, imamo telefon, vzameš, vam pogooglaš. Dajte si predstavljati, sred Celja leta 1913 Alma se sprehaja s Kitajcem.
Mislim, jaz si to predstavljam tako, da bi tam smel marsico sreče, pa mogoče Celje 1917 nima več kot 6000 prebivalcev. To je res, ne? Na tak način si to predstavljam, da pa pol, ko piše o potnih dnevnikih, ne, da je bil njen prijatelj bolj črn kot noča, ne, mislim, te stvari so tiste, ki po mojem so ljudem, ki, ne vem, nam je res to samoumevno z mobitelo, pa pogooglaš, pa točno veš, kako to izgleda, takrat pa, če nisi ti prebral nič časopis, nisi tega vedel, ne. Ne vem, vseeno mislim, da je bilo, dokler potem ni prišlo do recimo nacističnega prevzema oblasti v mesto, dokaj v redu, ne. Glede na to, da sama piše, da je mati tega nikoli ni dočakala, ampak ko je bila turneja, kar je že Jerneja omenila, postala znana, želje se uresničijo, hodi okoli, govori, ima govore, ima nastope, ne. Potem pa 38 že pa počasi, je pa že mestna oblast želi iz mesta ven zriniti, ne, na te zadeve in se potem gre zgodba, bi rekel, vse navzdol, ne. To. To še tistih časih, ko piše v potni dnevnike, kako je obiskala Podčetrtek in jo neka gospa malo da ne nadere z okna, potem pa ugotovi, kako slavna pisateljica se giblje okrog in potem so vse gospe prišle nasproti in skratka si je že naredila ime in je bila nekdo z veliko začetnico. Ampak Jerneja, glede na to, da si ti zdaj hodila po njenih poteh po Japonski, kako je zdaj po vseh teh letih hoditi po krajih, ki jih je Alma takrat obiskala, je še kaj Almine Japonske tam, kako danes Japonci doživljajo Almo, kakšne so te vezi po vsem tem času? Ja, ko sem pripravljala to knjigo, torej Almo Karlin in njene japonske novele oziroma japonska literatura, pa tudi že projekt naprej, popotne skice, etnološke skice, antropološke skice, torej vse neliterarno, se mi je pa nekako porodila ideja, zakaj pa se ne bi po vseh teh Alminih sledeh tudi sprehodili. In potem nam je Celjska turistična agencija Vart odprla svoja vrata. Seboj na pot smo vzeli seveda tudi doktorja antropologije in japonologa Klemna Senico, velik poznavalec Japonske. In smo potem, najprej nisem želela sama, jaz sem hotela to izkušnjo deliti tudi z drugimi, ki jim je Alma mar. Smo si potem ustvarili takšna mikrodoživetja, recimo Japonske pred 100 leti. Naprimer, obiskali smo eno zelo imenitno čajno ceremonijo z enim takim starejšim mojstrom, ki se nam je močno vtisnilo v spomin, ali pa so nas odpeljali v eno restauracijo, tipično japonsko gostišče, staro več kot 100 let. Skratka, na eni strani ta še vedno stara Japonska, na drugi strani pa ta sodobna, izjemno razvita. In mislim, da je bila pravzaprav ravno ta kombinacija v en tak poseben izziv. Meni so bile zelo všeč tudi stvari, ki so povezane z naravo, pa verjetno nisem samo sama tega tako doživljala, ker narava je tista, ki je bila zaščitena, pa svetišča, templji. To je zelo lepo ohranjeno in na kakšnem od teh mest, kjer se dogaja te Almine novele, smo si pa privoščili tudi kakšen citat ali pa Almino zgodbo. Dajte mi še povedati oba dva, v bistvu Alma je imela zelo veliko afiniteto do slikarstva. Že prej smo slišali, da se je povezala s celjskim slikarjem Zjebakarjem, tudi njegove slike imamo tudi v letos izdanem, oziroma pred kratkim izdanem Alminem romanu o Maksimilijanu Celjskem. Kako zdaj njena zapuščina je drugačna, zato ker je bila tako pozorna na slikarstvo? Se pravi, sama je se učila slikanja, sama se je tudi preživljala na ta način. Skratka, verjetno, da je tudi svet doživljala malo drugače, ker je imela afiniteto do tega. No, boš ti najprej? Ja, če smem, jaz bi tule eno zgodbo povedal, ki se je zgodila 2 leti pa pol nazaj. Ravno s tem je povezana, ne. Dobimo en mail o angleščini, en starejši gospod iz Adelaida, iz Južne Avstralije, piše, če je to Alma Karlin Museum, pa odgovorimo, ja je, da ima neke določene zadeve, a ne.
In dejansko je gospod prišel pač iz Avstralije, od Celja, samo zato, da je pogledal muzej Alme Karlin in sabo je prinesel na USB ključko, ker ni imel originalga, skene njenih slik. Se pravi, te botanične slike, ki je delala. Ne? In kaj je bilo zanimivo? Ne? Pač povede, ki ga je pridobil, da ga je kupil, skene je prinesel, ampak pač smo se dobila, pa začnem jaz to gledati, seveda nemška imena, vse, niti ena pač rastlina ni avstralska, vse so, rekel, naše, ne, se pravi, z našega področja. Dvomim, da je zdaj to Alma to tam bo slikala, ne? Na kak način je on to dobil in potem imamo mi v muzeju seveda shranjene njene razglednice. Na platnici albuma piše pa, se pravi, naslov, ki je bilo, ne, se pravi, Adelaide, pa A, pa pika, pa Wainwright primek z dvojnim V-jem. In na kar seveda jaz grem gledati malo njene razglednice in dobimo razglednico za Božič, kjer je podpisano od spodaj Amy Wainwright, ne. Se pravi, A, Wainwright, pa smo zdaj povezali, ne, ona je pa poslala Almi nazaj v Celje, nek mineral noter mislim, ne alkoholu, no, ker pač je mineral poslala, pa se je zahvalila, Alma je pa očitno, jaz bi rekel, možno tudi, da je album sabo nesla, pa bi rekel, da je ga poslala dol, ne. Mislim, meni je ta zgodba fascinantna, ne vem, leta 23, pa ne vem, ko je bilo, starejši gospod pride in še mislim, da ga ima demenca zmatrala, ker je pustil denarnico vse v muzeju in sem potem jaz 3 hotele preklical, samo pa še nekaj, da sem ga potem le najdel in sem pripeljal to v Žalc. Ja, no, v glavnem pač poanta tega bilo, da je na tak način je meni ta zgodba ful dobra, kako še poveže Alma, ne vem, leta 2023 to zgodbo, ne, slik. Pa samo še to, pa pomembno so za datacijo. Recimo, to si lahko zelo dobro pomagamo, ker Alma je vestna, napiše, kje je, kaj je bila datera zravena, ne. Sicer ne moramo zdaj to strogo gotovo vzeti, zato ker recimo mi smo letos gostovali v Manili, pokrajinski muzej, ne, smo imeli razstavo. In če pogledate, ne, ona je samo napisala, da je bila v Manili 2 dni, pa v Antipolo, ko je potovala še 1 dan. Potem bi sklepal, da je bila na Filipinih 2-3 dni, ne. Ona pa sama, če pogledamo še po autobiografiji, napiše, da je bila, ne vem, 100 besed bi lahko napisala v Manili in da je bila tam več tednov potovala, ne. Ampak definitivno si pa s tem pomagaš lahko, marsikaj, ne, evo, zdaj pa. Jaz bi to povezala s tem prvič objavljenim romanom Im Haus der Menschen, v hiši ljudi, tako sem se pač odločila, da bom to prevedla, zato ker ima ta roman podnaslov umetniški roman. Najprej bi rekla, da se Alma učila slikanja pri celjskem slikarju Zebacherju in da je bila včasih prav ponosna, ko je kakšno figuro narisala bolje od njega. To znanje je odnesla s sabo v svet in je v glavnem risala rastline. Ampak, če se ne motim, sem našla doslej od japonskih rastlin samo eno. In malo raziskovanja, oziroma kar precej, plus moja domišljija, ker na tej ilustraciji so ginkovi listi, da je, ko je hodila v službo na nemško veleposlaništvo, hodila skozi ta prvi park po evropskem vzoru, park Hibija. In v tistem parku imamo več 100 let star ginko, ki smo ga tudi obiskali. In dr. Seiroko Honda, ki je znan tudi kot oče japonskih nacionalnih parkov, je zastavil svoj ogled in svoje ime, nekateri pravijo, da tudi svoje življenje, da je to drevo, ki je danes staro, kot sem že rekla, več kot 100 let, prestavil ob gradnji ceste na drugo mesto in da je zato potreboval 23 dni, ampak je bil uspešen. In moja domišljija mi pravi, da je ta edina ilustracija japonske rastline morda iz parka Hibija. Torej, slikarstvo je tudi tema tega romana v hiši ljudi. Najprej bi rekla, zakaj je to hiša ljudi. Ta hiša je bila v bistvu najprej, oziroma je konkretno stala v glavnem mestu Tajvana, ki je bil takrat pač japonska kolonija, ampak posebnost te hiše je bila v tem, da so bili v njej vsi ljudje, to je bil pogoj, da si bil vanjo sprejet in si lahko tam brezplačno stanoval.
enakopravnost vseh ras, prepričanj, tudi enakopravnost obeh spolov. In Almo so tja povabili, da stanuje in je ona velikokrat tudi potem v zameno za to poučevala revne otroke tuje jezike. Tam je pa imela priložnost tudi tega, da se je naučila japonskega slikanja. Ohranjene so njene fotografije, ko je risala rastlinske motive s sumi-e, torej te umetninice s črnim tušem. In v muzeju hranijo oziroma hranite tudi predmete, ki jih rabimo za to slikanje, ne, ker je treba ta črni tuš pač na poseben način pridobiti. Ampak pri Almi je bilo zanimivo to, da ni hotela risati samo na japonski način, ampak kot sama piše, da je hotela na svojih slikah združiti vzhodnjaško in zahodnjaško zato, da bi v človeku te njene slike vzbudile tisto ali pa prebudile tisto, kar je v človeku najlepšega in najbolj plemenitega. Tretja stvar, ki bi pa rekla, ki me pa pri tem romanu res presenetila, je pa, da je deloma, torej vsaj v enem poglavju, recimo, da rečemo, da je romantičen, morda celo rahlo diši po erotiki, kar je pa za Almo zelo nenavadno, ker, kot sem že prej rekla, ni mogla nikoli do konca sprejeti svojega ženskega telesa. Vi boste pa gotovo pri prebiranju ugotovili še kakšno drugo stvar, ki vas bo nekako nagovorila. Glede na to, da je Alma potovala več kot 8 let, si lahko predstavljate za našo urico, ki nam je odmerjena čisto preveč vsega, kar bi radi povedali. Čisto na kratko, na hitro, morda kakšno vprašanje, kakšna misel? Lahko jaz samo še pokažem, ker imam s sabo. Alma koriše na japonski način in na japonskem je imela tudi toliko denarja, kot piše v Samotnem potovanju, da si je lahko kupila fotografski aparat in je seveda fotografirala tudi Sveto goro Fuji. Samo to bom pokazala. Jaz bi pa vseeno povabila. In še gora, Sveta gora Fuji. Photo of Alma, by Alma of the Saint Mountain Fuji. Skratka, veliko je še stvari. Ampak za piko na i bi pa vseeno povabila še oba dva za eno vprašanje. Kam zdaj Alma potuje še vedno bolj? Kaj se z Almo dogaja? Kakšni so načrti? Kam gre Alma naprej? Če lahko konkretno rečemo, v našem muzeju naslednje leto definitivno razstava, zato ker imamo obletnico, vrnitve nazaj v Celje, bo skoraj prepričan sem, da bo stala na Krikovem trgu pri železnici panojska razstava. V muzeju pa sicer, mogoče, če mene vprašate, ko sem malo mlajša generacija, mi smo letos opremili za audio guide in pa mislim, da so že audio guidi mečkan nazaj, tako da se tudi še za digitalizacijo dogovarjamo, verjetno neke vrste upamo, da bo mogoče kak varianta avatarja Alme in da bo tudi sama, ker imamo angleščino preveden, se dal tudi mogoče malo interaktivno z njo pogovarjati. Na ta način to bo absolutno, zato ker vedno več je tujih in bi recimo obiskovalci potrebno to iti s korakom naprej. Kam pa bo pa naprej v tujino nas zapeljali, pa ne vem, ker Alma je vedno aktualna in mislim, da vedno aktualna bo, pa ni važen po mojem okvir, kakorkoli, ker njena zgodba je, ne vem, kar čete, zgodba poguma, vztrajanja, prepričanja, ni denino. Jerneja, s teboj se pa že zdaj v živo sprehajati po Celju, ne? Ti pa tudi greš naprej po Alminih poteh. Ja, jaz bi morda rekla, ker smo se danes brali tu za tole japonsko knjigo, pa bi najprej japonsko. V bistvu je tole že nov projekt, vse, kar je Alma neliterarnega, res čisto vse, bo znova izdala Celjska Mohorjeva, Davor bo napisal, zato ker smo v teh popotnih skicah
odkrili provenienco oziroma zgodbo za temi predmeti, spremno besedo, potem dr. Klemen Senica, japonolog in vedno glavni vodja poti, kadar se odpravimo po poteh Alme Maksimilijane Karlin na Japonsko, in upam, da bo to tudi naslednje leto, leta 2027, sem še malo v Alminem času. Zelo bi si želela, da bi vse te stvari ali tako ali pa v kakšni skrajšani obliki objavili tudi v japonščini in da bi šla razstava, torej ne samo knjige, tudi na japonsko, malo širše, in pa tudi, da bi vljudni, prijetni, prijazni, tako kot je Alma zapisala Japonci in Japonke, prišli tudi v Slovenijo, se potepati po Alminih sledeh, ker jih je res ogromno, ne bi spoznali samo bogate kulturne dediščine, muzeja, ampak tudi pravzaprav celotno Slovenijo na en tak zelen, trajnosten in na kulturen način. To bi bilo po mojem, z moje strani vseh načrtov vam pa tudi ne bom izdala, tako da boste še kdaj prišli na kakšno takšno srečanje. Hvala lepa obema za tale pogovor. Alma vedno uspe v človeku spodbuditi nemirnega duha in predvsem vas malo spodbudi in vedoželjno, skratka, da moramo biti navdušeni nad tem svetom in ga odkrivati vsakič znova. Hvala lepa tudi vam za ta... Izvolite? Jaz bi se pa z vidika Ministrstva za zunanje in evropske zadeve lepo zahvalila za odlično sodelovanje, zato ker imamo tukaj tudi predstavnika Celjskega muzeja, gospa prevajalka Jerneja Jezernik, Celjska Mohorjeva družba, s katero tudi vedno delamo, predvsem na našem veleposlaništvu v Celovcu ali pa tudi na Dunaju. Tako da hvala za tako lepo predstavitev. Omenjeno je bilo že, da smo zdaj imeli kar nekaj enih projektov. Na Filipinih smo predstavili Almo Karlin, z Jernejo Jezernik so pa tudi povezani, tako da vidva še kar razne priložnosti, poleg Japonske, tudi še kakšno drugo državo, kjer se da lepš predstaviti sodelovanje, tako zanimivo pot, ki je v navdihu sem. Tako da hvala. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat vsem skupaj za ta obisk. Jaz pa vas zdaj, ko sem ravno pri besedi, še vabim prihodnji četrtek, 21. maja ob 11. ko bomo prav tu predstavljali monografijo doktorice Darje Koter o Jurčetu Vražetu, zborovodju in vizionarju Mladinskega pevskega festivala v Celju z naslovom Naj mladina poje. Torej vabili spet v celjsko družbo Celjana, ki je bil pravzaprav sodobnik Almin. Tako da dobrodošli, danes pa lep dan še naprej.